Zdaj pa... Povejte nam, Blaž, ali boste danes pijani? Rahlo opiti, pijani ne. Torej pravi čas za oboževalke in oboževalke, da pridejo na obisk. Pojdimo raje. Evo nas, zbudili smo se, zrihtali smo se, luštno je, ker je spet sonček. Zaenkrat je še manj kot 40 stopinj, kar bo popoldne, ampak ja, zdaj smo pa prišli v Pizo, pa vam pokažem malo, kako izgleda tukaj. Tako, dobrodošli v Pizi, v najbolj znamenitem delu tega dela Toskane. Tukaj zadaj za mano je baptisterij, tukaj zadaj je katedrala in pa seveda slavni naklonjen sloneči stolp v Pizi, ki sloni zaradi tega, ker je v bistvu zgrajen na takšni podlagi. V bistvu nisem, pač narobe so temlje postavili in v bistvu so dali en del temljev na mehko podlago in se je začel naklanjati noter. 1990 je imel najhujši naklon in sicer 5% pa pol. Pol so ga pa pač popravili malo in so zdaj pač nosi naklon 3,9%. Zgrajen pretežno iz kamna in marmorja, romanska arhitektura, najbolj da vam ga kažem še spotoma. 7 nadstropij oziroma 8 nadstropij, v 8 nadstropju je pač na vrhu gor. Je pa fora v tem, da pač ima 194 ali pa 196 stopnic, zaradi tega, ker v 7 nadstropju 2 štengi manjkata na severni strani, pač glih zaradi tega naklona. Je pa v bistvu res kar kriv, no, človek rekel. Drugače pa še tale katedrala tukaj zadaj, je pa v bistvu najstarejša znamenitost v Pizi. Ne, turisti me povkajo. Najstarejša znamenitost v Pizi, kupola je bila obnovljena 1559, se mi zdi, pa tam v 16. stoletju, no, ker je bil požar, so pač obnovili to kupolo. Je pa ista romanska zasnova, se pravi zgrajeno po romanski arhitekturi, pa res je ta zelena travca, pa zadaj baptisterij, pa imaš tole, pa vzadaj tower, pač zelo lepa ta Piza. Sam res smešen zgleda, a ne, kako gledaš folk, kako držijo roke po zraku, po celemu temu, med drugimi tudi mi smo bili takšni, ampak pač ja, to je ta znamenitost v Pizi. Ne, je vredno obiska, ker je pač v živo zgleda 100-krat lepš, pač ta zelenica, v bistvu pa ta arhitektura, te barve, vse, ful je lepo. Tako in mi že zapuščamo Pizo. Smo rekli, da pač lahko bi obiskali tudi mesto Pizo, ampak imamo še toliko stvari v Toskani zdaj za obiskati, da gremo nekaj pojezdili oziroma ali pa vsaj na kavico, pa naprej v mesto Lucca, pa San Gimignano, Siena, itd. Tako in dobrodošli v mestu Lucca. Pač to je v bistvu mesto, ki je obdano celotno z obzidjem, po katerem lahko hodiš. In to ne hodiš samo po obzidju, ampak hodiš takole po parku noter in je lepo cestica čez celoten obzidje. Je pa v mestu ta klasičen italijanski vibe, lepo takole mizice postavljene zunaj, kavarnica pri kavarnici, ta ozke ulice, dolge k Pundelk, pa še dlje. Smo se odločili, da bomo šli na ta stavb z drevesi gor. 5 evrov je stopnina, 4 evrov je za študenta stopnina, nisem nas pa fakor smatrati kot družinico, ker je bilo pa pol 3 evre. Smisel, da je že fertik. Ni še. Evo, in ko prideš na vrh stolpa, te čaka tole presenečenje, takle razgled, vmes med krošnjami nad mestom dejansko. Torej, Gujnidži, znamenit po tem, da gor rastejo drevesa. Ok, vredno vse hoje. Si nad mestom. Mislim, da tole ni ne hrast, ne oljka, ne karkoli drugega, to ne vemo, kaj je to eno drevo. Jaz samo upam, da mi telefon napade, gledal, pa je padijo. Ampak ja, drevesa so posajena na vrhu stolpa, tako. Začnem slimati to. Buongiorno. Ej, bolan so dred, pač res dober, klele ga, vzemite, če v Lucci, klele vzemite se dred. V centru pa čist res noro. To je bila ugotovitev dneva zdaj, da je sonce glih gor na vrh, pa si je dol.
in je res vroče, pač res je. Po mojem zdaj klele, ko smo trenutno med temi betonskimi stavbicami, koliko je občutek 40 zihara. Tako, občutek imamo, kot da nas je en na grill ruknil. Zdaj pa gremo lepo v avto in proti San Gimignanu. Mi smo prav talenti, pridemo na drugo stran obzidja, itak valjda pogledamo na GPS samo enkrat. Pogledamo zdaj, avto je na drugi strani mesta. Tako da gremo peški na drugo stran mesta. Med Seno in San Gimignanom en kratek postanek, da si pretegnemo noge. Res lepa vožnja drugače. Tole drugače je avto od mojega bratca, ki je bil tako dober, da ga je posodil nam, ker nas je pet, da se lahko stlačimo noter v avto. Vožnja po Toskani je dejansko tako, kot si jo predstavljamo v filmih. Dobro, sicer je zdaj trenutno takole obarvano vse, se pravi, malo je suše pa to, ni glih tiste sivke in tiste vijolične barve, ampak je pa so pa te ciprese, ful lepo ozadje, ko se voziš in vedno, ko probaš snemati, ugotoviš, da je zraven ceste cela gmajna in pač glih zgrešiš to, da bi lahko posnel. Ampak upam, da nam rate kakšne klipe take naredi, drugače pa bom iz San Gimignana snemal vam dol pokrajino, da boste videli, kako to zgleda. Zdaj pa gremo naprej, pretegnili smo se, pa gasa dalje. Si kače. Jaz sem videl, da je kača spodnji pod mano. Norc. Glej, koliko je lepo. To je pa noro. Tukaj imaš veci z razgledom. Dobro, došli v San Gimignanu. Zdaj smo parkirali, zdaj bomo šli počasi čez cesto in potem gremo gor. In vsi me ful spet gledajo, ful dobro. Imaš pa tudi dvigalo, lahko gremo z dvigalom, ej. Ja, nekaj tako je. Kjer je labirint. Hudo. Koliko cute mesto, res lepo pihlja. Takele betonske uličice. Po celem mestu po mojem je tako. Ej, klele je glavna ulica po mojem. San Gimignanu v restauraciji, ki je najbolj ocenjena, no, ni glih ta izmišljenova zvezdica, ker je ena tako. In zdaj probamo tole signature vino, Vernaccia, nekaj tazga vina, se vam bom nalimal gor flašo, najbolj da, pa da vidimo, kakšno dejansko je belo vino, ki ga imam jaz ful rad. Oh my god. Oja. Tole je La Bottega San Gimignano, jaz sem imel raviole s tartufi, tole je morska juha, ki je bila noro dobra in pa seveda sladka za malo svežine. Za San Gimignano gre za mesto mnogih stolpov. Ogromni stolpi so bili klele, ampak so mogli biti zaradi tega pravila, ko je dal svet ven, zniženi na višino hiš, da ne izstopa preveč ven, ker v bistvu so se dve družini borili med sabo, kdo bo zgradil večje stolpe in tako je pač pol je šlo to predelač vse skupaj. Ampak kakor lahko vidite, v bistvu že gleda okoli, če vam gor pokažem malo, je šlo vse in kamorkoli pogledaš, so pač sami stolpi, vse povsod. Tako da je pa tukaj najboljša sladoledarna v Italiji ali pa samo na svetu, se ne vem, tako se pač tako da vsaka sladoledarna poimenuje, ne? In bomo mi probali šli tole, mislim, da se imenuje Gelateria Dondoli, tako da njami. Je pa ful lepo mesto, no? Kamnita, romansko-gotski slog, v bistvu naj bi bilo zgrajeno že v 3. stoletju pred našim štetjem. Je bilo pa vmes enkrat prenovljeno in obnovljeno in prenovljeno, no, tako. Kul je, lepo je. Res mi je fascinantno, koliko okusov se to lahko spomnijo, ne? In prav težko se je odločiti, kjer vzameš, ampak jaz sem kar šel svojo klasiko s svojimi najljubšimi okusi. Sem vzel pistacijo, sem vzel fiordi nutella in sem vzel mango sticky rice. Pa da probam to dan. Bo šlo. Je pa ful fora, ker imaš down the street, se pravi takoj nasproti ulice, spet eno sladoledarno, ki se tudi oglaša za najboljši sladoled na svetu. V bistvu je bil najboljši želato leta 2006, 2007, 2008 do 2009. Tako da zdaj trenutno ni, je pa kot živi zaklad Toskane od leta 2016 dalje. Ampak jaz lahko rečem, da je odličen sladoled.
In takšni razgledi te čakajo v San Gimignanu, ko se sprehodiš na rob obzidja. Pač res je tako neverjetno, kamorkoli se že pogled. Še ena kamera, glej. Prišla sem v trgovino, čokoladnico. Najprej pralene pistacijev, kuki pistacijev, kar se free samples. On yummy. Pač. Oh my god, to je dobro. Refleksija, San Gimignano je zelo lepo mesto, vredno obiska, dobra kulinarika, dobro vino, dober vibe, prijazni ljudje. Tako da overall se splača obiskati in pa lepe cene. Mislim, ni tako naporno, ni tako drago, pa dobro stoletja. Evo nas v Sieni, sicer malo izven Siene, parkirali smo tako. Ročno zategnili, tako da upamo, da bo avto držal, ker so nam Nemci parkirali parking. Tako da, ja, luška nas gleda ta lesina, tako lepo je. Koliko muh na meni. Kaj ste kupili? Kupili smo dva vina, v bistvu to je to tradicionalno vino iz San Gimignana, Vernaccia di San Gimignano. Kupili smo dva različna, eden je, ne to ni vino, tam je vino. Eden je ročno obran in zaradi tega je malenkost dražji, je 7 evrov, oziroma 7 do 8 evrov, ker tukaj 7 evrov je mogoče malo bolj sladko, ne vem, ker na kamero ne gledam, ker je veliko. Malo bolj sladko zaradi tega, ker izbirajo samo ta bolj grozdje. V tem vinu, ki je pa 5,5 La Luna, selekcija La Luna, je pa zaradi tega pobran z mašino in mašina ne more selekcionirati med dobrimi in slabimi grozdji. In zaradi tega smo vzeli kar oba. Kupili smo pa tudi njihove tradicionalne, ki še take prigrizke. Imamo gresine z olivnim oljem in pa imamo take obročke od cvrte, ki bojo pa malo bolj dobri. Zdaj pa Povejte nam, Blaž, ali boste danes pijani? rahlo opiti, pijani ne. Torej pravi čas za oboževalke in oboževalke, da pridejo na obisk. Pojdimo raje.